To je danes ponovno poziv, da se naselbine vzpostavijo znotraj Gaze. Demonstracija imenovane Pohod tisočev potekajo na jugu Izraela, blizu meje z Gazo, kjer protestniki pozivajo k ponovni vzpostavitvi izraelskih skupnosti v Gazi. IDF je danes razglasil več delov ob meji za zaprto vojaško območje pred demonstracijo. Več visokih članov koalicije bi se moralo udeležiti shoda, s čimer so osvetlili zelo čustveno in sporno vprašanje. Do volitev, ki bodo 27. oktobra, je še 100 dni. Za več informacij pa z veseljem v studio pozdravljamo političnega analitika Billa Hoffmana. Torej, Dil, do volitev je še 100 dni. To bodo prve volitve po 7. oktobru, ena izmed številnih čustvenih tem za narod, pa vključuje Gazo in morebitno vzpostavitev naselbin znotraj Gaze. Vemo, da je to zelo razdvajajoča tema, ki sega desetletja nazaj. Povejte nam več o umiku. Takrat ste spremljali dogajanje in imeli tudi svojo vlogo pri poročanju. Kaj nam lahko poveste? Katere vpoglede lahko delite? Torej, najprej da. Na današnjem dogodku so bili ministri Likuda, ki so poskušali izboljšati svoje možnosti za uspeh na predizborih. Ampak dobro vedo, da je Netanjahu tisti, ki odloča, ali bo Izrael dovolil kateremukoli Židu živeti celo na severnem delu Gaze. In trenutno pravi, da je proti temu. In zanimivo je, da doda, da je to za zdaj nekaj, za kar se lahko v zadnjem trenutku odloči, da bo podprl, če bo menil, da mu bo politično koristilo. Do volitev imamo še 100 dni, to je zelo dolgo obdobje. In osebno sem videl, kako je Netanjahu glede tega vprašanja večkrat spreminjal stališče. Kot si omenil, sem bil tam, ko smo se umikali iz Gaze, kot novinar. Bil sem tam kot vojak v enoti za stike z javnostjo izraelskih obrambnih sil in sem poskušal svetu razložiti, kaj se dogaja, kaj, kdaj in kje. Bil pa sem tudi v Knesetu, ko so glasovali za potrditev tega. In potem sem gledal, kako je Netanjahu znova in znova 6-krat glasoval za to. In potem je odstopil v protest proti glasovanju, za katerega je sam glasoval. In ko sem ga leta 2015 intervjuval, je rekel, če ne glasujete za Likud, dobite stvari, kot je umik, kar je bilo precej ironično, saj je prav Likud izvedel umik, on sam pa je glasoval za to. In tisti intervju, ki ga je z mano opravil na videu, so njegovi politični nasprotniki uporabili kot dokaz, da ne govori vedno resnice. Realno gledano, kaj bi bilo potrebno, da bi ponovno vzpostavili naselbine znotraj Gaze, glede na to, kar se je zgodilo v zadnjih letih? Kot pravite, ste bili ves ta čas prisotni. Veste, kaj to pomeni za skupnosti, ki so tam nekoč živele? Za mnoge je to zelo čustvena tema. Da za ljudi, ki so tam odraščali, je bilo grozljivo zapustiti svoje domove. Tam so vzgojili 3 generacije. Benita, to ni resno. Izrael je sprejel zakone, da bi olajšal umik iz Gaze. Da bi en Jud živel stalno na koščku Gaze, bi bilo treba sprejeti druge zakone. Kneset se je v petek zjutraj razpustil. To se ne more zgoditi. Kaj pa se lahko zgodi glede Likuda, saj so bile v zadnjih urah sprejete pomembne odločitve? Kaj ste izvedeli? Tako je Likud danes glasoval za potrditev Netanjahujevega načrta, da mu dodelijo 8 mest, vključno z njim samim, rezerviranih med prvimi 30 mesti, kar je izjemna moč, večja, kot jo je imel katerikoli vodja Likuda doslej. Poleg tega so dodali še en člen, ki pravi, da če pride do zaostritve iz kakršnega koli razloga, in ne morejo izvesti predizborov, lahko Netanjahu dejansko sam izbere listo. Člani pravnega odbora Likuda, ki so za to glasovali in naj bi to v četrtek potrdil še centralni odbor, ne vedo, ali bo vojna. Tako kot tudi midva ne veva, ali bo vojna. Netanjahove in jih je prepričal, da so sprejeli ta člen. Veš, prej so tukaj sedeli tvoji varnostni strokovnjaki. Oni vedo več kot midva, a kljub temu je Netanjahu tisti, ki lahko vsaj bolje ugiba, kaj bo naredil Trump. In če bi jaz na njihovem mestu, bi mislil, da je to dokaz, da je nekaj sumljivega. Kaj bi torej sklepali iz tega, zelo na kratko? Netanjahu in Trump sta še vedno zelo blizu, kljub razlikam med njima. In morda pripravite svoje zaklonišče, vendar še ne takoj.
Zdaj uživajte na dopustu. Ko pa se bodo Likudove predvolitve približale, morda takrat. Zelo na kratko, obrambni minister Israel Katz je danes naročil načelniku generalštaba IDF, naj Omrija Ronena, člana stranke Demokrati in člana organizacije Bratje v orožju, odstrani iz vseh rezervnih dolžnosti. To je zelo nenavadno. Zakaj? Ker se Omri Ronen poteguje za mesto v stranki Demokrati, ki ima svoje predvolitve jutri. In Katz je to izkoristil kot priložnost, da se postavi proti nekomu, ki poziva k zavračanju ukazov, čeprav je sam glasoval za zakone, ki ultraortodoksnim rezervistom omogočajo, da zavrnejo služenje. Tako je to pomagalo gospodu Ronenu na teh jutrišnjih predizborih. To bo zanimiv predizbor, Benita. Na kratko, če bodo izvoljeni skrajneži, to izjemno pomaga Netanjahuju. Ker trenutno, kar je ves dan danes govoril, je, da bo Gadi Eisenkot šel z Mansurjem Abbasom. In če lahko reče, da gre tudi z ekstremnimi ljudmi na levici, ki pozivajo k zavračanju ukazov za služenje, ali pa so pravno zastopali v primerih proti državi Izrael, pomagajo teroristom, to je nekaj, kar lahko delegitimira Eisenkota in pomaga Netanjahuju na dan volitev. Torej, je jutri res pomemben dan. Predvolitve bodo izjemno pomembne in nam bodo pomagale razumeti vse te dogodke. Najlepša hvala, politični analitik Dil Hoffman. Hvala, da ste bili tukaj v studiu. Zdaj pa preusmerjamo pozornost na potencialno eksplozivno in nerodno situacijo, ki vključuje možne ukrepe župana New Yorka. Benjamin Netanjahu naj bi septembra odpotoval na Generalno skupščino Združenih narodov. In župan Zoran Mamdani pravi, da njegova uprava preučuje, ali lahko ob prihodu aretirajo predsednika vlade. Je ta grožnja proti aktualnemu voditelju resnična ali gre zgolj za politično gledališče? Naša Michelle Kekem si bo to ogledala. Župan New Yorka Zoran Mamdani pravi, da njegova uprava preučuje, ali naj aretirajo izraelskega predsednika vlade Benjamina Netanjahuja, če septembra pride v New York, kot je pričakovano za Generalno skupščino ZN. V intervjuju za revijo New York Times je Mamdani izrekel nekaj ostrih besed na račun Netanjahuja. Verjamem, da predsednik vlade Netanjahu sodi v Haag. Je vojni zločinec, ki ga je Mednarodno kazensko sodišče obtožilo. In ugotovili boste, da je to mnenje, ki ga ima veliko ljudi, prav zaradi posledic njegovih dejanj v zadnjih letih. Prav tako je povedal, da njegova administracija aktivno sodeluje s pravnim oddelkom mesta New York glede pravnih pristojnosti, ki jih ima mesto, če bi predsednik vlade prišel tja. Mednarodno kazensko sodišče je novembra 2024 izdalo nalog za aretacijo Netanjahuja zaradi obtožb o vojnih zločinih in zločinih proti človeštvu med vojno v Gazi, ki jo je sprožil pokol 7. oktobra pod vodstvom Hamasa. Izrael je obe obtožbi zavrnil. Vsak poskus newyorških oblasti, da izvršijo nalog, bi naletel na velike pravne ovire. Združene države niso pogodbenice Rimskega statuta, pogodbe, ki ustanavlja Mednarodno kazensko sodišče. Medtem ko je guvernerka New Yorka Katie Hochul že prej povedala, da župan nima pooblastil za aretacijo Netanjahuja, je izraelski veleposlanik pri Združenih narodih Dani Danon v odzivu na X dejal, da Mamdani ne zna voditi New Yorka. Namesto da bi se osredotočil na svoje odgovornosti kot župan in se soočil z naraščajočim valom antisemitizma v mestu, se je odločil spodbujati sovražnost in ustvarjati naslove z napadi na državo Izrael. To ne bo spremenilo ničesar. Izraelski predsednik vlade Netanjahu bo prišel v New York, s ponosom nagovoril Generalno skupščino Združenih narodov in stal pred svetom, da predstavi izraelsko resnico in njegovo neomajno pravico do obrambe svojih državljanov. In če bi morali koga aretirati, naj bo to Zoran Mamdani. Ameriški veleposlanik pri ZN, Mike Walls, je prav tako odgovoril na omrežju X in dejal, da grožnja z aretacijo Netanjahuja med njegovim obiskom ne bo uresničena, ter to označil za čisto politično gledališče. Druge v intervjuju je Mamdani ponovno obtožil Izrael genocida v Gazi in dejal, da so stališča politikov do Izraela pomemben dejavnik pri odločitvi, koga bo podprl. Prav tako je dejal, da bi morali demokratski kandidati, ki želijo ponovno pridobiti zaupanje propalestinskih volivcev, priznati posledice ameriške politike in podpreti zakonodajo, ki omejuje prenos določenega ameriškega orožja v Izrael. Za več odzivov in vpogledov z veseljem v studiu pozdravljamo pravnega strokovnjaka in političnega analitika Daniela Pomeranca, direktorja Reality Check.
Daniel, najlepša hvala. Torej, župan New Yorka preučuje možnosti, da bi lahko potencialno aretiral izraelskega premijeja, ko ta prispe v New York. Je to skrajno politično gledališče? No, težko mi je vedeti, kaj si misli ali kaj namerava storiti, vendar vem, da to krši zvezno zakonodajo ZDA. Leta 2002 je bil v kongresu sprejet dvostranski zakon, imenovan Zakon o zaščiti pripadnikov ameriških oboroženih sil, ki pravi, da vsak, ki sodeluje z Mednarodnim kazenskim sodiščem, krši zvezno zakonodajo ZDA. Torej, če to stori Mamdani, krši zvezno zakonodajo. In če bi ukazal newyorški policiji, naj poskusi aretirati Netanjahuja, kar bi teoretično lahko storil, bi se policija lahko znašla v oboroženem spopadu z ameriško vojsko. Ne mislim, da se bo to dejansko zgodilo, ampak tja bi nas zakon pripeljal, če bi nadaljeval s tem. Urad Benjamina Netanjahuja pravi, da Mamdani poskuša preusmeriti pozornost z neuspešnih politik s tem, ko preučuje možnost takšne aretacije. Ampak kakšen sramoten scenarij bi se lahko odvijal, če bi mu dejansko uspelo izvesti kakšen nesmiseln poskus, bodisi strani policije ali drugih, da bi osramotili predsednika vlade, ko pride v New York. No, predstavljam si, da bi bilo to še posebej sramotno za Mamdanija, ker bi bila to nemočna gesta. Preprosto ne bi uspelo. Bodisi policija, newyorška policija tega ne bi storila, ker bi z njimi govorila zvezna vlada, ali pa bi to poskusili storiti in bi se soočili iz oči v oči z ameriško vojsko. In ne le, da to krši ameriško zakonodajo, ampak to, kar poskuša narediti Mamdani, krši prav tista mednarodna pravila, za katera trdi, da jih zagovarja. Združene države niso podpisnice Rimskega statuta. In ne samo to, sam Rimski statut pravi, da kadar je nekdo vodja države na obisku, to je 98. člen Rimske konvencije. Če ste voditelj države, Dunajski sporazumi in druge povezane konvencije pravijo, da te osebe ne morete aretirati, ker morajo imeti voditelji držav možnost potovati in govoriti pred telesi, kot so Združeni narodi. ampak Daniel, tukaj je v igri še globje vprašanje.